Finski predsednik in premijerka sta včeraj sporočila, da mora država nemudoma zaprositi za članstvo v zavezništvu NATO, saj bo to okrepilo njeno varnost. Finska je sicer nevtralna država, kar pomeni, da se v morebitnih sporih ne vpleta v vojaške akcije in ne zavzema stališč glede sprtih držav. A Finska ima tudi 1300 km dolgo mejo z Rusijo in precej zapleteno skupno zgodovino. Nekateri Finci se še vedno spomnijo zimske vojne leta 1939, ko je Sovjetska zveza, ki so jo takrat sestavljale Rusija in še nekatere druge vzhodne evropske države, nenapovedano napadla. V tej vojni je po mirovnem sporazumu Finska izgubila 10% svojega ozemlja. Po drugi svetovni vojni sta državi leta 1948 sklenili sporazum o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči, ki jima prepoveduje, da bi sklepali vojaška zavezništva druga proti drugi. Vojna v Ukrajini je Fince spomnila na njihovo preteklost, zato se je podpora prebivalstva v vstopu v Zvezi NATO z dobrih 20 dvignila na več kot 70%. Zveza NATO je sicer vojaško zavezništvo med državami Evrope in Severne Amerike. Napad na eno ali več držav članic pomeni napad na vse države članice. Finci menijo, da jih bo pridružitev tej skupini držav v negotovem času zaščitila. V Rusiji pa finsko približevanje NATO vidijo kot grožnjo in že napovedujejo posledice. Prav približevanje Ukrajine NATO je bilo po besedah ruskega predsednika Vladimirja Putina eden od razlogov za napad na to državo. Pridružitev Zvezi NATO napoveduje tudi finska soseda Švedska. NATO generalni sekretar pa je sporočil, da bo postopek priključitve hiter in preprost.